Veliko veseljen čas meni je, da vas lahko tukaj pozdravim na Zgoši, vas seznanim za izdelavo papirja, za starim knjigoveštvom in pa seveda tudi tiskarstvom. Tako vas torej na svojem domu pozdravi mojster Janez, ki inovativno že vrsto let dogodke srednjega veka na Slovenskem prepleta s turizmom. Modrosti in izkušnje nekdanjih dni prikazuje skozi različne obrti, turisti pa se lahko z njimi seznanijo v različnih krajih po Sloveniji. Da pa delček življenja tistega časa ohranijo v sebi zavedno, lahko s seboj odnesejo tudi kakšen spominček. In tako, Šjama, si si zaslužila en lep spominček. Najlepša hvala. Mojster Janez ima doma pravo zakladnico srednjeveškega izročila, svoje pomočnike, predvsem pa idejo. Tiskanje je eno glavnih opravil, seveda s tiskalnico, kakršne so uporabljali pred stoletji. To je rekonstrukcija Gutenbergove tiskalnice, na katero sem s prijatelji naredil in je sposobil do te mere, da jo lahko na njej odtiskujem. Na star in izviren način. Obiskovalci pač si lahko izberejo kliše, katerih imam iz moje zaloge. Seveda potem imamo še dodatno, da se kaligrafsko napiše ime in pa priimek, ali pa iz svinčenih črk sam gost sestavi in odtisne na tiskalnici. Seveda ena od zanimivih stvari je tudi usnjarski del in pa seveda tudi ročna izdelava papirja, katero bi vam skrb prosil, da greva pogledati. No, greva. No in tukaj imamo zanimivost bombaž. To je osnova za izdelavo papirja. A bi probala mečkaj tole nacufati na tako ime? Se to bo šlo. No, malo težje, ne? Ja, ker težko je. Tolega imam jaz osnovo vsaj za 150 let. Kje pa potem nadaljujete vse naprej? Nadaljujemo v tem prostoru, v katerem se nahaja mašina oziroma stroj, ki se imenuje holandec, v katerem to pulpo zmešamo, jo zacufamo, da dobimo pulpo. Pulpo potem razredčimo v tej banji in seveda nanašamo, potem naplavljamo na mrežico. Ob tem pa imate tudi pomagača? Seveda, ker pač vse stvari ne moram delati sam in moram pohvaliti, da mojega pomočnika, ki je izredno natančen in pa vesten, kajti gramatura papirja mora biti od prvega do zadnjega enaka. Sam obhod po vseh prostorih traja nekaj ur. Veliko stvari, a premalo prostora. Janez si tako prizadeva za odprtje prvega tiskarskega muzeja pri nas, kjer bi vse te dragocene predmete postavil na ogled širši javnosti. Menim, da je bilo kar veliko zanimivih stvari za videti. Ogromno. Res, da nisem pokazal vse, ker drugače bi bilo to preveč. Ampak vsaj osnovne stvari, da sva šla skozi tiskarstvo, skozi izdelavo papirja, knjigoveštvo in pa seveda tudi kaligrafijo, ki je tudi zanimiva, kajti moja prijateljica vešče obvlada to zadevo in me lepo dopolnjuje, ko jaz odtiskujem motive dežele Kranjske, ona pa seveda napiše še ime tistega, ki pač to zadevo sprejme. Pomemben del srednjeveškega obdobja je bilo tudi usnjarstvo in pri Janezu se izdelujejo številni praktični predmeti, od mošnjičkov do torbic za vodo in podobno. Obiskovalci pa lahko dobijo tudi vino, ki se ga z lesenega soda natočijo sami, steklenico pravilno zaprejo, jo opremijo z etiketo in zapečatijo. Za pristno pokušino srednjeveškega utripa mojster Janez ob posebnih priložnostih pripravi tudi srednjeveški šotor, organizira lokostrelstvo in seveda še marsikaj. Za popolno doživetje poskrbi tudi s prijateljevim vinom in s kulinarično pokušino, seveda vse v srednjeveškem duhu.